Pogo MTech Monster. A se kdo spomni, smo nekaj cajt nazaj snimali Pogo MTech skokico? No, to je pa daj nekaj novega, nekaj bolj brutalnega. Mulčar z Y nožem, meter delovne širine, 25 konov, pa vlih za tale trne ogromen. Vinko, iz skokice na tole. Res je, iskali smo malo nadgradnje za naše mašine, ki smo jih že zdaj imeli. Iskali smo mašino, ki bi se lahko podala v visoko trnje, ki bi bila primerna za oljčne nasade, pa veje, ki jih obrezujejo, morajo potem ročno odnašati ven iz nasada. No, to je v bistvu rešitev ravno za take zadeve. Ko pa daj, če grejo kar na tehnično že malo pogledati, pogon pa to, kako to laufa? Naši motorji oziroma naše mašine so narejene vse po istem principu. Bencinski motor, ki preko alternatorja polni baterije, baterije pa potem poganjajo na elektromotorje in elektromotorje ženejo gosence, kar pomeni, da celotna moč motorja praktično gre v boben. Prenosi vidim, da so prekermen, Tako? pa gosence spodaj, ta je trotočkovna opeta gosenca, ena je sam spredi pa zadnji. Tako, drži. Pri nas imamo rotacijske mulčarje, ki so dvotočkovni, kar se tiče samega balansa preverjeno najbolj učinkovito. Pri kladivarjih oziroma mulčarjih na Y nože so pa tritočkovni s podaljšanimi gosencami, kar pomeni, da je balans bistveno boljši. Mi smo to zadevo tako razvili, da je uporabna in pa kvalitetna. A pa ni tako, ker mrskaj še sam na kitajskem kup stroj, svojo logo gor na popa. Je to ista pesem? Naša zgodba temelji na tem, da sodelujemo z 4 različnimi tovarnami na Kitajskem. Proizvodnja je seveda bazirana na njihovem terenu. Imamo svojega človeka, ki je zaposlen v samih tovarnah za nadzor in pa za kakovost. Hkrati pa v bistvu mi razvijamo mašine, ni samo to, da jih kupimo pa pripeljemo sem, ampak jih razvijemo do te mere, da jih izboljšujemo, dodajamo elemente, so močnejši materiali, drugačna postavitev, močnejše mašine. Skratka, kar nekaj je teh elementov, ki lahko vidite razliko med Alibaba produktom in pa našim produktom. To se pravi, pa konstantno razvijate, ja. Tako. Kako pa imate recimo nekaj, imate prototip pa to narejen, to ne moreš li karkoli prodajati, treba probati, to kaj testirate ali... Drži. Vsak stroj običajno testiramo nekje kakšno leto dni, zato da vidimo, kako se obnese na naših terenih, na naših bregovih, zahtevnih površinah. Se pravi, da mi tudi stojimo za njim, bodisi z garancijo, bodisi z rezervnimi deli, kar se nam zdi zelo pomemben faktor. Se pravi, če se karkoli na stroju zlomi, pokvari, karkoli, mi lahko to reagiramo oziroma rešimo zelo hitro. Naša tehnična služba oziroma servisna ekipa je mobilna, lahko gre na teren, lahko pa tudi, vkolikor je kdo malo mehankarja sam doma, lahko zadevo hitro reši tudi sam, mimo samo pošljemo rezervne dele in je stvar rešena. Deli pa so? Dele imamo pa vse na zalogi. Se pravi, za vse stroje, kateri so v naši ponudbi, imamo kompletno rezervno strukturo oziroma vse rezervne dele. Sem prišel pogledat, če imajo res rezervne dele na lagarju, pa vidim, da jih imajo. Pa zaloga ogromna. Tako kot primer. Jaz imam doma breg, pa da ne vem, za katerega se podločil, oziroma a pa sploh vzel to ali ne, se da kaj testirati ali pa kaj rentate? Mi rentamo sicer ne, imamo pa ekipo, ki gre na teren. Se pravi, naši prodajniki pridejo z želenim strojem, včasih tudi dvema različnima, pridejo na vaš teren, sami probate, kako ga boste sami konec koncev vozili in to je za nas najbolj praktično, bi lahko rekel. A ima še kaj takega tle gor, da povejo, kaj je to za motor not? Tule imamo Loncin motor, 764 kubičen, 25 konjev, dvovaljni, se pravi mašina, ki je se pokazala v preteklosti kot izjemno stabilna, z izjemno malo reklamacijami. Praktično, če kjerkoli mehankarja vprašate Loncin mašino, bojo vsi rekli, ok, to je to. To se pravi, višina se nastavlja prek daljinčka? Celoten proces je voden preko daljinca, vodimo ga naprej, nazaj, levo, desno, dvigujemo boben, gor ali dol, elektronski vžig, elektronsko ugašanje, skratka vse je vodeno daljinsko. Tako da je pa zadeva zelo enostavna, tako da je primerna in za mlajše in za starejše. In na tale sistem z Y nožem, zakaj je to pa mišljeno? Za travo, za grmovje?
Poreže staro travo, visoko travo, trdo travo, predvsem pa je bolj primeren za grmovje ali za veje v oljčnih nasadih, veje v sadovnjakih. Se pravi, vse tam do premera palca oziroma še malo več. Pa najbolje probamo, da vidimo. Dajmo. Kaj to naredi? Dajmo. Ajde, akcija. Prijatelji domači, spimo enega v slovo. Pride prašna vaška povo, svet me odpeljala bo. Pozabimo zdaj na žalost, naj na licih bolj smeh. Saj čez malo manj kot leto, vse vaši bomo smeh. Boš čakala, moja draga, posla čas. Mnoga pisma boš pisala in od tam bom pisal jaz. Zdaj Si že oglaša, Katank? Ne, da sam zgleda. A si kar zaključil? Ne, mislim, da bom benzina nimam dosti. Moje. Drugač, tale teren je res tak, kar fuk bi rekel. Kozmolinija je primerna ravno za tiste površine, kjer je velik naklon in pa ga lahko dolgo peljemo. Se pravi, ne toliko za razgiban naklon, bolj za ravne površine pod nakloni. Se pravi, ob cestah, pašniki, kakšni sadovnjaki z večjimi razmaki in tako naprej. Tale je 1,10 m, tisto, kar še mi imamo na zalogi, je potem tudi še 1,90 m in pa 80 m širine košnje. Vsi z izjemo 80 imajo dvojno kosišče, povezano z jermeni, pa gibljiva razjela, se pravi, ko naleti na neko oviro, na nek kamen, karkoli ga odbije, se pravi, da ga ne zlomi takoj. Kaj pa delovna globina? Na teh kozmolinijah je od 3 cm, se pravi, če imate raven teren, pa ga spustite na 3 cm, boste dobili že skoraj angleško travca, pa vse do 20 cm. Se pravi, ga lahko pa spet vse daljinsko upravljate oziroma dvigujete, spuščate gor in dol. Boš čakala, moja draga, vsta čas. Dolga pisma boš pisala in od tam bom pisal jaz. Da imamo pa še ta tretji model, ta je pa že malo bolj poznan. Sem ga pa že prejšnjo rundo z tistega plačkega vrha, iz tistega stolpa dol upravljal. Jaz sem prepričan, da Ben še ni tako lahko kosil, kakor dala jaz. Delinček! A je tale dobil zlato medaljo na Agri letos? Je, res je. Tole je SKK 100 in on je dobil zlato nagrado na Agri. Lahko rečemo, da najbolj prodajan model, uporabljajo ga tudi komunale, uporabljajo ga javna podjetja za usluge, tako da kar nekaj referenc že imamo z tega naslova. Je ta je fajn zaščiten, ima tole kletko, ker ni to škoda, tudi če imamo prevali dima. Ja, tudi če ga obrnete, se pravi, ima za te zaščitne loke in v primeru, da se mašina obrne, se samo počaka, da se olje spusti nazaj, zamenja oziroma spere zračni filter in gremo dalje. Ja, in kjer je pojete najbolj v teh treh primeren za tole zmešano rubido, ki je cel kapenah pravisal pa... Ja, takole je. Z Monsterjem boste najlažje šli po ravnini oziroma tisto, kar ni nekih hudih naklonov. Kozmo bo šel po malo bolj večjih površinah, medtem ko pa tale je pa nezaustavljiv, tale bo pa šel. Poglejmo tole zdaj.
Zdaj se smo da pokazati, kakšen klanč je to, ampak če ne boš da se pokaj na smono gor. To je to. Vem, da ti me boš čakala, moja draga, ves ta čas. Dolga pisma boš pisala in od tam bom pisal jaz. Zdaj zapojva skupaj, mama, vem, ponosna si na to, da tvoj sin bo stal na straži in na tebe mislil bom. S Bogom, draga, s Bogom, rodni kraj in otroštvo, ki ga več ne bo nazaj. S Bogom, mati moj, domači brat, jutri si slovenski vojak. Neč, zdaj grem pa še jaz malo probat voziti. Delinčka sem dobil, pa gremo v akcijo. V glavnem s temo grem naprej, nazaj, levo, desno, to je pa vsa umetnost. Pa gaz do podna, da je v fismlu. Pa je fam pokrahal. Drugač pa dobro naredilo, tale sploh zmele tipi top. Tužico kaj nabijemo not, pa se naredi. Veš kaj, sem da jo najdem, ki se je začela, da jo vidim. Ti jo že najdeš. Za več informacij se pa obrnite kar na Pogo MT. To je pa to iz moje strani. Živ!